Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Letos mineva 20 let od tragične nesreče na Okrešlju, v kateri je med vajo umrlo 5 gorskih reševalcev. Med helikopterskim obnovitvenim usposabljanjem za gorske reševalce letalce so sodelovali reševalci in posadka helikopterja letalske policijske enote ter izvajali vajo dviganja reševalca letalca in ponesrečenca v reševalni vreči z jeklenico in vitlom v helikopter. Zgodila se je nesreča, tako da je helikopter s sidrišča odtrgal 5 reševalcev. V globino 300 metrov je omahnilo 5 izkušenih gorskih reševalcev. 42-letni kranjskogorski zdravnik in član postaje gorske reševalne službe Kranjska Gora Jani Kokal, 43-letni načelnik inšpektorata policije Uprave za notranje zadeve iz Kranja, načelnik GRS Kranj, gorski reševalec letalec in inštruktor Mitja Brajnik, 41-letni učitelj in ravnatelj osnovne šole v Preddvoru ter načelnik postaje GRS Jezersko Luka Krničar, 45-letni turistični delavec in član GRS Bovec Boris Mlekuš ter 34-letni alpinist in gorski reševalec Jezerskega Rado Markič. Brez svojih očetov je tako ostalo 13 otrok. Zaposleni v zdravstvenem domu Jesenice so se v spomin na ponesrečene odpravili na Okrešelj in pripravili tudi spominsko slovesnost. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strmem vrhu, da tam si spočinja v samoti srce. V soboto 30. septembra smo se zaposleni v zdravstvenem domu Jesenice podali na Okrešelj, kjer smo ob 20-letnici nesreče na Okrešlju pri rednem usposabljanju gorskih reševalcev Slovenije, kjer so se ponesrečili gorski reševalci, med katerimi je tudi naš zdravnik, velik človek, dr. Jani Kokal, nekako posvetili z slovesnostjo. Ob tej priložnosti bi se najlepše zahvalil direktorju dr. Saši Letonja, ki nam vsak let stoji ob strani in pomaga logistično podpreti ta projekt in pa tudi udeležuje se naših pohodov. Zahvalil bi se pa tudi Triglavskim zvonovom, ki so nam odgovorili na našo prošnjo in se udeležili te naše slovesnosti in je bila v bistvu še bolj slavnostna. Zdravstveni delavci in pa še ljubitelji gora se že 18 let udeležujemo tega spominskega pohoda. Zmeraj izvedemo tako, da izberemo eno dolgo turo, eno kratko turo, tako da v bistvu smo že vse prehodili od Ledine, Savinjsko sedlo, Jezersko sedlo, Kamniško sedlo in podobno. Letos pa smo se odločili, da vzamemo samo kratko turo, se je vseeno 20 let, to se pravi 1997-2017 in smo to slavnost nekako združili z proslavo, s parmi govori in pa v bistvu z pesmimi, ki so nam jih posvetili ali pa počastili Triglavski zvonovi. Kakšni so vaši spomini na doktorja Janija Kokalja, seveda ste ga poznali? Ja, bil je predvsem dober prijatelj, potem pa sodelavec. Bil je velik človek, v bistvu je bil najprej človek, potem je bil šele zdravnik. On je nekako v Zgornji Savski dolini dobesedno postal tudi vsem svojim pacientom prijatelj. Tako da v bistvu Jani je bil tak, da kadarkoli se ga je poklical, kdorkoli, on se je odzval, naj bo to sredi noči, po noči ali pa kakorkoli. Vemo pa sami, da je tudi bil velik projekt Burma, ki je pomagal tem v vojni, ki se borejo in podobno zdravili in obvezilnim materialom in pa tudi sama Himalaja. Šel je v odpravo na lodce, Nanga Parbat in podobno, tako da ta Himalaja ga je zasvojila. Je pa velik človek in jaz mislim, da mi bomo to gojili še naprej in ga pač ne bomo pozabili. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Vsakega človeka, ki ga zgubimo predčasno, je zelo škoda in ta izguba je pravzaprav nepopravljiva. V dolini je ob Janiju tudi zazjala ena zelo velika praznina, ko je umrl še Janko, tako da imamo kar težko nalogo, da pravzaprav to poslanstvo, ki sta ga ona dva
resnično s srcem in z dušo opravljala, nadaljujemo. Jaz bi predvsem pozdravil to, da tako Samo kot tudi Suzana Vilman organizirata to naše druženje vsakoletno z enako mero energije kot takrat, ko sem jaz prišel v zdravstveni dom, in vsako leto vidim tudi koga od mladih zraven, se pravi tudi ljudje, ki sem hodimo, se ves čas dopolnjujemo in se ves čas pomlajujemo. In tako je prav. In jaz upam, da bomo nadaljevali enako, z enakim tempom tudi naslednja leta. Na vsezadnje niti sneg, niti dež nas nikoli nista ustavila pri tem. Si pa želim, to je želja večjih, s katerimi smo se pogovarjali, da bi drugo leto ponovno šli z Jezerskega čez. Ta pot je meni daleč najlepša, to je zame res tista, mogoče tudi zaradi tega, ker sem prvič bil na tej poti. Tako da Samo hvala ti, ker brez tebe dejansko te zgodbe ne bi bilo in je ne bi vsakoletno obnavljali. In tako kot si rekel, Jani je v dolini kar precej pozabljen. Pa mislim, da neupravičeno, ker on je res bil ljudski, pravi zdravnik. In še zdaj, ko prihajajo njegovi bolniki iz Kranjske Gore, z moje strane, znajo še zmeraj nekateri kar dosti v njem, predvsem dobrega povedati. Torej, upam, da bomo drugo leto v enakem ali pa še celo večjem številu tukaj. Pa hvala lepa Triglavskim zvonovom, ki so se odzvali, ker mislim, da je prav, da je to naše letošnje druženje precej bolj nekako komemorativno, slavnostno in da na ta račun tudi malo bolj počastimo ta dogodek. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Jaz moram povedati dejansko, da dr. Kokalja sem poznal, nisem toliko imel z njim kontakta, ker pač jaz tam prihajal v osnovno zdravstvo Gorenjske. Sem pa veliko o njem slišal pozitivnih, dobrih zadev od dr. Novaka, s katerim sta bila resnično prijatelja, sodelavca. Spomnim se tudi, ko smo zbirali za dr. Kokalja zdravila in materiale za Afriko, ko je hodil. Tako da dejansko, se pravim, osebno nisem imel toliko z njim kontakta. Lahko pa rečem, da ta tragedija sem pa doživel po svoje, ker dobro naša kolegica družinska je pa dr. Mira Ažman, verjetno jo samo pozna. Ona je pa tista, ki je bila v tisti vreči takrat pripeta, bi rekel, na to steno, na to polico. In dejansko Mira Ažman je ostala v tej vreči živa, medtem ko teh 5, ki je pač med njimi bil tudi Jani Kokalj, je pa umrlo. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet, začaral čudi si mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil, ljubiče, vsak čas. Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Evropi Doni vsako leto oktobra pripravijo številne aktivnosti, s katerimi želijo obeležiti rožnati oktober, osveščati širšo javnost o raku dojk in opozoriti na pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni. V občinah na Zgornjem Gorenjskem so okrasili drevesa z rožnatimi pentljami, ki so jih izdelali v domovih za starejše v Kranjski Gori in na Jesenicah ter v drugih skupinah, hiši sreče v okviru Ljudske univerze Radovljica, v medgeneracijskem centru v Radovljici in v Bohinju, v društvih upokojencev, v hospicu, v materinskem domu. Ja, tudi občina Kranjska Gora se pridružuje tej evropski akciji, ki jo organizira Evropa Dona.
to je preventiva raka na dojkah in s temi s temi simbolnimi pentlami želimo opozarjati ženske, da si dajo pregledovati in preventivno ukrepajo v primeru teh rakavih obolenj dojk, ki so v Sloveniji kar v porastu in s tem želimo zajeziti to bolezen. Pripravili bodo tudi predavanja o raku dojk. 11. oktobra ob 18. uri boste v Čebelarskem centru v Lescah predavali upokojeni zdravnici, primariki Mojca Senčar in Gabriela Petrič Grabnar. 16. oktobra ob 17. uri pa bosta predavali v hiši sreče na Jesenicah. V Jeseniškem zdravstvenem domu bodo pripravili stojnice 16. in 27. oktobra, v Kranjski Gori pa na trgu pred cerkvijo 14. oktobra od 10. do 14. ure. Cilj akcije Rožnati oktober je osveščanju o bolezni žensk, če tudi prizadene tudi moške, o tem, da opozarjamo, da je potrebno samo pregledovanje, da je potrebna zdrav način življenja, rekreacija, zdrava prehrana, druženje, pozitivno razmišljanje, dobra volja. S pletenjem pletenin tudi v občini Kranjska Gora so se prebivalke doma Viharnik potrudile in tudi drevesa oziroma to okolje tu v Kranjski Gori je odeto v rožnate barve. S tem na nek način krepimo druženje, zavedanje in pomen preventive na tem področju, kjer žal zbolevajo vedno mlajše, zato si Evropa Dona prizadeva letos tudi, da bi okrepili psihosocialno pomoč tistim, ki so prebolele raka, kajti, kot kažejo podatki, polovica žensk se dejansko potem srečuje s težavami in glede na to, da zbolevajo tudi mlade, je to še kako pomembno, saj je pretežni del življenja še pred njimi. Žal vsak dan umre v Sloveniji ena ženska in 3 izvedo, da imajo raka dojk, zato si Evropa Dona prizadeva res za to osveščanje, samo pregledovanje. Možnost je tudi naložiti na pametni telefon aplikacijo, ki vsak mesec opozarja, da je enkrat potrebno to storiti, kajti za rak velja praktično za vse vrste. Prej, ko je odkrit, prej lahko pomagajo, manjše so posledice, zato skrb ni odveč. Ni odveč tudi, da o tem govorimo, da o tem pripovedujemo, se pogovarjamo, kajti izkušnje z zdravljenjem so zelo dobre v Sloveniji, preživetje se podaljšuje, so bolnice, ki so zbolele v 80 letih, pa živijo kvalitetno življenje. Je pa potrebno pri tem dejansko storiti vse, da premagamo ta strah, ker nas je strah, kaj bomo zatipale, ker nas je strah, kaj nam bo povedal zdravnik, ne gremo. Če pa ne gremo, je pa lahko že prepozno. Želimo si, da bi si rekle, vsak mesec si bom pregledovala dojke enkrat na mesec, če bo karkoli narobe, bom šla k zdravniku, se bom rekreirala, zdravo živela, bom tudi zdravo se prehranjevala in se družila, kot so se družile te, ki so ustvarjale te pletenine. V Sloveniji letno zboli za rakom dojk 1300 žensk in 10 moških, 400 jih umre. Da bi bilo število smrti manjše, je nujno osveščanje o sami bolezni, o pomenu preventive, zdravega načina življenja, kot tudi pozitivnih učinkov ustvarjalnosti na naše psihofizično zdravje. Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. Razstavo ob 100-letnici rojstva Stanka Koširja pripravljajo v knjižnici v Kranjski Gori.
Spomin nanj in na njegovo delo bosta v četrtek ob 19. obudili etnologinja Erika Kavalar in doktorica Rozina Švent. Organist Matjaž Meglič bo v petek ob 19. med sveto mašo v Ratečah igral orgelske preludije za vstop, med pripravo darov, med obhajilom in za konec. Smen v Rutah bo v soboto od 10. do 13. na parkirišču nasproti gostilne Jožica v gozdu Martuljku. Rateški smen bo v nedeljo od 9. do 14. na trgu na Gorici v Ratečah. Toliko smo vam pripravili za tokrat. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!